Slišali smo veliko, kako bi rekla, kritičnih misli o tem, v kakšni fazi, v kakšnem stadiju se slovenska družba nahaja, da nekoče lahko povzamem, da je kup teh normalnosti, če nas primerjamo z nekimi drugimi razvitimi zahodnoevropskimi državami. In številni Slovenci so mnenja, so prepričani, da je to zato, ker delujejo neko mrežja elite iz ozadja, ki niso vidne, ampak delujejo in imajo seveda močan vpliv na to, kaj se v slovenski politiki in življenju dogaja. In dr. Žerdin zadnja leta intenzivno proučuje ta omrežja, nedavno izdal tudi eno knjigo, Potniki omrežij, na to temo in nam bo mogoče v tem zaključku podal odgovor, ali so za vsa to kriva omrežja ali ne. Moja definicija omrežja ni vrednostno ni vrednostna. Se pravi, trditi, da so omrežja izključno negativna ali pa da so izključno pozitivna, bi bilo napačno. Imamo omrežja, ki so definirana okrog egoističnih namer, imamo omrežja, ki so definirana okrog solidarnostnih ali pa razvojnih tematik. Ko me je profesor Jambrek povabil za to omizje, je v dopisovanju omenil osamosvojitveno omrežje oziroma osamosvojitveno omrežje. Ni mi treba pojasnjevati, da je s to sintagmo mislil nekaj pozitivnega. Se pravi, v osamosvojitvenem omrežju ni ničesar zarotniškega oziroma ničesar pejorativnega, da moramo potem v teh omrežjih najdeti. Tako da bi morda skušal na hitro skicirati pravzaprav, kaj bi to osamosvojitveno omrežje lahko bilo. Res, to imenujem nekoliko drugače, ni pomembno, ampak ne. Če sledimo od 50 let naprej neko sodelovanje posameznikov z določenimi iniciativami, pobudami, bi lahko prvo rdečo nit potegnili skozi uredništva. Pravi, uredništva revije 57, Perspektive, dodamo lahko študentski časopis Tribuna, lahko dodamo zelo hiter, oziroma od leta 1969 naprej Radio Študent, tudi Mariborsko katedro, revijo Problemi, Novo revijo. To so neke zgostitve, pri katerih pač sodelujejo ključni ljudje svojega časa. Druga raven, na katero velja biti pozoren in se tiče političnega oziroma družbenega angažmaja ljudi, je vezana na peticije. Nova revija je rezultat peticije. Peticija za pobudo Nove revije ni enaka prvemu uredništvu, je precej bolj heterogena, vsaj v tej širši postavi, vendar podpis peticije je v času, o katerem govorimo, predstavljal neko dejanje, ki nikakor ni bilo trivialno. To ni šlo za neko bežno všečkanje, to ni šlo za nekaj, ko na Facebooku rečeš, šlo je za gestno državljanskega poguma. Neposredno zatem imamo peticijo proti usmerjenemu izobraževanju, ki jo velja interpretirati kot dejanje varovanja omike
omike. Pravi, če je recimo peticija za ustanovitev nove revije vezana na širjenje prostora javne razprave, je peticija za proti usmerjenemu izobraževanju, ki je podpisal 660 in še nekaj ljudi, peticija za varovanje prostora omike. Če gremo gledati ostale peticije, prišli do vprašanj svobod. Imamo 1984 peticijo proti členu 133, istočasno peticijo solidarnosti z beograjskimi intelektualci. Pogosto slišimo očitek, da je slovensko osamosvojitveno gibanje bilo izrazito sebično. Ne. V letu 1984 je gibanje, ki je v naslednjih letih rezultiralo v težnji za slovensko osamosvojitev, bilo izrazito solidarnostno z preganjanjem beograjskih intelektualcev. Na čelu tega pregona je bil pa slovenski rojak Stane Dolanc. Tega ne kaže pozabiti. Praktično hkrati peticija proti smrtni kazni. Podpisal peticijo za Šešlja. Jaz najbrž sam ne govorite v polju. Sem ljudno izpustil peticijo za Šešlja. Eni so tudi zatučno nekaj. Za Albance. Za Albance, ja. Pri naštevanju teh peticij je potem treba iti v marec 1988, ko dobimo neko novo kvaliteto znotraj tega osamosvojitvenega omrežja, sicer gre za peticijo zahtevo za referendum o ustavnih dopolnilih. Mene je profesor Rupel s predavanja pel na neko drugo predavanje, ki ga je imel profesor Bučar v Društvu slovenskih pisateljev, z zelo jasnimi upozorili profesorja Bučarja, pravzaprav v katero smer gredo ideje o jugoslovanskih ustavnih dopolnilih. Kritika jugoslovanskih ustavnih dopolnil se je spremenila v jasno s peticijo oblikovano zahtevo, da se o ustavnih dopolnilih izvede referendum. V prvi iteraciji se je pod to peticijo podpisal, mislim, da 55 skupin. Ta peticija je bila zanimiva zato, ker so jo podpisovale skupine. Te skupine so bile na eni strani Mladina, na drugi strani Nova revija, Tribuna, Radio Študent, Mirovno gibanje, Duhovno gibanje, Komisija pravičnosti in mir, etc. Imeli smo opravka z neko zelo zanimivo institucionalno sliko tudi, ki pa je praktično hkrati se prekrivala z objavo pisateljske ustave, april 88. Če spet govorimo o peticijah oziroma preraščanju ali pa prehajanju peticij v gibanja, bomo čez nekaj dni, se pravi natanko na dan volitev, obhajali 30. obletnico ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic. Pri formiranju te pobude je šlo ponovno za to, da so to pobudo ustanovile skupine, ki se v
v zelo, zelo veliki miri prekrivajo z skupinami, ki so podpisale peticijo za zahtevo referenduma o ustavnih dopolnilih. Približno polovica skupin, ki so se podpisale pod peticijo o ustanovitvi odbora za varstvo človekovih pravic, se je 2 meseca predtem podpisala pod zahtevo za referendum o ustavnih dopolnilih. Iz tega gibanja, rekli smo, uredništva, peticije, lahko sledimo pravzaprav prehajanju ljudi, posameznikov v nadaljevanju ustavnega projekta. Pravi, iz pisarljske ustave, pravzaprav plod skupnega napora pisateljskega združenja, sociološkega združenja, prostih strelcev med pravniki in prostih strelcev med filozofi. Preidemo v zbor za ustavo, ki je morda še bolj natančno strukturiran, oziroma v neko končno fazo, ki pred samimi volitvami, ki nosi morda ne najbolj natančen naziv Demosova ustava. Glede tega se da razpravljati, je to Demosova ustava, je to nastalo v okviru zbora za ustavo, ki je... Formalno je zbor za ustavo. So pa podpisali tudi Demosove zveze. To je res, ja. Zbor za ustavo je za odtenk širše zastavljen kot sam Demosov. Po tem osamosvojitvenem omrežju bi jaz morda čisto kratko digresijo si še privoščil, in sicer vezano na vprašanje, kje smo danes. Uvodničar dr. Maver je govoril o neravnotežju na političnem, kulturnem, družbenem polju, izrazito prevlado reči enega političnega krila. Jaz bi dodal, da ima Slovenija, vsaj po moji oceni, še drugo neravnotežje. In sicer to je neravnotežje med posameznimi družbenimi polji, če jih naštejem, politično, kulturno, gospodarsko, znanstveno, drugače kakšno. Med temi polji, po moji oceni, izrazito prevladuje politično in je stopnja avtonomije znanosti, gospodarstva, kulture izrazito prenizka. Zaradi tega Slovenija ni oblikovala neke nove gospodarske elite, oziroma žal je oblikovala samo neko stabilno gospodarsko elito, ki deluje destruktivno, in to stabilno gospodarsko elito, ki deluje destruktivno, srečamo v energetiki. To je omrežje, ki je mimo politične volje, edinkrat mimo politične volje, šlo postaviti TEŠ 6. Energetsko-gospodarsko omrežje je edino gospodarsko omrežje, ki ga tudi politična elita ni mogla demontirati. Lahko je demontirala vsa ostala gospodarska omrežja, tega pa ne. V tem neuravnovesju med političnimi, kulturnimi, gospodarskimi, znanstvenimi sferami je seveda enega ključnih neuspehov. Bi se pridružil vašemu uvodu, profesor Jambrek, ko primerjate
obdobje 41-45 z 80, 87-92 rečemo. Ja. Seveda obdobje 87-92 ni imelo dogodka na Babni gori. Obdobje 87-92 ni imelo nobene dogoditske izjave. Kar seveda jasno kaže na popolnoma različno naravo enega obdobja in drugega.